Lep pozdrav vsem skupaj. Ponovno se srečujemo na 42. Zoomu društva Belis. Najprej bi prosil, da potrdimo zapisnik od prejšnjega tedna, če ste ga mogoče prebrali, če ima kdo kakšne pripombe. Ni nič v redu, potem bi pa smatrali to, da je zapisnik za prejšnji teden potrjen. Zdaj bi pa predstavil še, kaj bo danes. Najprej bom jaz nekaj malenkostnega povedal in nadaljeval bo Ervin Lotrič in prvič tudi Vanja Hribar mu bo zraven stala in bo ta govorila naprej od matrice, tretji del ezoterika, okulizem, parapsihologija ali navidezno zlo. Po pauzi bosta Luka Bevc in Dušan Tomc predstavila športno društvo Fan Vita As. 20 čez 18 uro bo Eden Fohatom predstavil življenje iz one strani, faze razvoja humanoida ali sloji družbe. Na koncu pa bo še Iviljana povedala glede sadov duha, veselje, mir, ljubezen, potrpežljivost, dobrotljivost in naj tega ne širijo tisti, ki ljudem nalagajo nove dolžnosti, temveč tisti, ki delijo veselje, mir, ljubezen. To je to. Zdaj, preden bi jaz nekaj povedal, bi še omenil eno stvar. Za naslednji teden imamo planiran Zoom na 25. december. Malo smo se pogovarjali, pa nekaterim ta 25. december ravno ne ustreza. To je nekako precej družinski praznik in smo razmišljali, če bi to na 26. predstavljali. Zdaj pa to mehko razmislite, katera varianta je boljš, pa bi pa jaz na koncu vprašal, da vidimo, kaj kjer mu odgovarja in tistih bo več, na ta dan bomo to imeli. Ok, zdaj bi pa nekaj glede današnjih razmer in cepljenja povedal. Prebral sem en blog Kar in sem malo to spet spremenil, in ker ona velikrat take dobre stvari pove, pa še iz take branže je, da je iz zdravstva, tako da so res ta prave stvari. Naslov sem si dal, ali ljudje v bistvu postajamo čreda. Zakaj? Pozitivni učinki cepljenja so večji kot negativni. To je reklamni slogan za cepilno propagandno akcijo. V bistvu je to nagnusno, ker nič več ni pomembno, kakšni so resnični učinki cepljenja in kakšne bodo posledice. Ob tem trenutnem dogajanju okoli poživitvenih odmerkov in propagandni akciji naslednji teden zaščitimo se pred prazniki, bi lahko dodali še: booster ti daje garancijo, da nikoli več ne boš zdrav, kar je tudi naš namen. Pozdrav, minister Poklukar. Ja, tako nam delajo, čeprav zdaj sem videl, jaz to še nisem dobil, ali pa ni do mene prišlo, nas pozdravlja tudi na veliko premijer Janša z pismi, tako da smo zelo pomembni ratali za njih, očitno jim nekaj uhaja nekam, da smo tako pomembni ratali. Takšno razmišljanje v zvezi s cepljenjem je že desetletja poznano v veterini. Zdaj to se bo malo na živali navezali, zakaj bomo videli na koncu. Tam nek odločevalec, lastnik črede,
na podlagi mnenja veterinarske stroke dejansko upravičeno tako razmišlja, saj lahko tehta ekonomski učinek nujnosti stalnega cepljenja v primerjavi z učinkom brez cepljenja. Tako se je pri reji živine izkazalo, da je množično cepljenje živali, ki zaradi uporabe cepiv ne preživijo določene starosti, bolj donosno za lastnika kot reja brez takšnega cepljenja, saj morajo živali preživeti samo do zakola. Pri ljudeh do sedaj ni bilo tako. Vsak človek je načeloma svobodno odločal, ali bo lažje prenašal tveganje, da zboli za rakom, avtoimuno boleznijo ali demenco, ali pa da zboli za boleznijo, kot sta gripa in COVID-19. Načeloma pravim zato, ker se večini ljudi, ki se odloča za pogosto cepljenje, še sanja ne, kaj dajejo na tehtnico. S COVID-19 se je vse spremenilo. Zdaj odloča nekdo na višjem nivoju, lastnik črede, katera smo postali. On odloča, kateri učinki imajo kakšno težo in za koga so ti učinki pomembni. Menite, da s primerjavo z živino pretiravam. Oglejmo si primer iz veterine, kam gremo s cepivi proti COVID-19. Primer Marekove bolezni pri piščancih je zelo zgovoren. Marekova bolezen je nalezljiva herpes virusna bolezen, ki je za piščance lahko zelo usodna. Bolezen je že stara, a nekdaj ni predstavljala večjega problema, dokler niso začeli gojiti piščance v umetnih pogojih, natlačenih v hlevih. V 70. letih 20. stoletja so začeli uporabljati oslabljeno virusno cepivo, ki pa je neustrezno, ker preprečuje le hujše oblike bolezni pri cepljenih piščancih, ne preprečuje pa okužbe, podobno kot sedaj, kar delajo pri ljudeh. Razmnoževanja virusa in prenosa na druge piščance. Virus je ob stalni uporabi cepiva mutiral v vedno bolj patogene različice. Nekdanje različice iz časov pred razvojem cepiva so popolnoma izginile. V zadnjih 50 letih je Marekova bolezen postala bistveno hujša za necepljene piščance, saj vsi umrejo v roku 10 dni. Cepljeni piščanci pa sicer ne umrejo, imajo pa močnejše bolezenske znake, trajna paraliza, slepota, uničena mehka tkiva in tako dalje. Kar je še huje, cepljeni piščanci so gostitelji virusa do konca svojega življenja in ves čas izločajo zelo patogene viruse v okolico. Necepljeni piščanci nimajo nikakršne možnosti preživetja. Kmetom in farmam, ki gojijo piščance v umetnih razmerah, tako ne preostane drugega, kot da popolnoma vse piščance cepijo. Ponovno in ponovno. Da je za tak razvoj patogenih različic odgovorno cepivo proti Marekovi bolezni, lahko preberemo na različnih koncih. Najnovejše argumente lahko preberemo iz strokovnega članka iz leta 2015. V tej študiji se je razkrilo, da ima 80%
cepljenih piščancev zgolj podaljšano življenje za 2 meseca. Necepljeni piščanci vsi zbolijo in umrejo, vendar med boleznijo praktično ne izločajo virusov. Cepljeni piščanci se vsi okužijo, živijo torej 2 meseca dlje, a v tem času izločijo v okolje 10.000-krat več virusov kot necepljeni bolni piščanci. Če povzamem, cepivo piščance le ohranja pri življenju do njihovega zakola. Piščanci v množični hlevski reji imajo namreč povprečno življenjsko dobo 46 dni. To se pravi, imajo zračunano 2 meseca, bojo sigurno preživeli, to je za njih zmaga. Zdaj se pa treba malo zamisliti, kaj to pomeni, kakšna zmaga pri ljudeh. Nobeden jim še ni povedal cepljenem, koliko bojo pa oni preživeli, pa kakšne muke bodo. Zakaj so napisana dejstva relevantna za našo zgodbo? Ker je med piščanci in ljudmi velika razlika. Piščanci morajo preživeti le do zakola, torej 46 dni. Ljudje pa imamo življenjsko dobo nad 80 let. Po scenariju, ki so si ga zamislile zdravstvene oblasti po svetu, nas čaka cepljenje vsakih nekaj mesecev. V Avstriji so že objavili program cepljenja populacije s 4 odmerki na leto. Če pri piščancih dolgoročni učinki na njihove zdravje niso pomembni, v resnici so, vendar to ni današnja tema, ker tu se moramo vprašati, kaj to za naš zdravje pomeni, ko kupimo tega pšanca, poseben tam ekstra znižanje in vse to smrt. Je pri ljudeh situacija popolnoma drugačna. Popolna ignoranca zdravstvenih oblasti glede dolgoročnih učinkov ponavljajočih cepljenj, očitno v nedogled, je več kot alarmantna. Zdravstvene oblasti človeštvo silijo v položaj, ki je bil opisan s piščanci na farmi. Vendar se ljudje zaenkrat še sami in relativno svobodno odločamo pod določeno prisilo, ali se bomo cepili ali ne. Ali bomo upoštevali vse dejanske dolgoročne učinke množičnega cepljenja z neučinkovitim cepivom ali ne. Ali je pomembno ugodno razmerje med pozitivnimi in negativnimi učinki za nas ali za nekoga zgoraj, na primer lastnike farmacevtskih podjetjih ali za vlado. Če se bomo sami odločali na podlagi naših interesov in koristi, lahko končamo epidemijo, tisti zgoraj je več kot očitno ne bodo končali nikoli. Odločajmo se sami za cepljenje ali proti, za naslednji poživitveni odmerek ali proti. Dokler se bomo odločali sami, bomo ljudje. Ko se ne bomo odločali več sami, bo v naši usodi odločal lastnik črede. Preden se to resnično zgodi, da postanemo vsi čreda, bo sigurno prelite nekaj krvi. Tako da verjamem, da ta scenarij ni tako verjeten. Slovenija ni tako hudo, kot izgleda. Samo zbuditi se je potrebno iz zimskega dremeža. Zdaj me pa zanima, ker je že 26, bom počasi zaključil, samo še to, ki sem prej vprašal, kdo je za naslednji teden, za soboto, nedeljo, da vidimo, ali bomo predstavili za nedeljo. A je možno, da bi rekli za
Za soboto dajte roke gor, tam od spodaj pritisnete na roko, pa da bomo videli. Pa tele, dajte roke gor, kdo je za soboto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 6. 6. Ja, v redu. Prestavili bomo na nedeljo, tle so bile samo 3 roke, tele je bilo pa približno pol. Tako da to bomo letos prvič prestavili na nedeljo, pa ker je bilo velika večina, 70-80% je za nedeljo. Ja. Zaenkrat je to od mene, pa se potem na koncu še pojavim za 5-10 minut.